Draga cerkev, bratje in sestre, ponovno pozdravljeni v imenu našega Gospoda Isusa Kristusa. Nedelja je, ko smo zbrani še vedno preko spleta, da vsi skupaj slavimo in častimo našega Boga. Slavljenje je zelo pomemben del našega krščanskega življenja. Jezus je povedal Samarijanki, da moramo slaviti Boga v duhu in resnici. Kaj bi se to pomeni? Lahko bi rekli, da ga moramo slaviti in častiti iz globine našega srca. Bog je duh in tudi naš duh se mora povezati z njim, da lahko sveti duh deluje in razodeva Jezusa, njegovo slavo, njegovo moč, njegovo prisotnost v našem življenju. Mi v Svetem pismu, v apostolskih delih vidimo, da skozi slavljenje Boga Bog razodeva svojo moč. Apostol Pavel in Sila sta bila v zaporu. Zaradi oznanjanja Jezusa so jo vrgli v zapor. Oziroma najprej so jo hudo pretepli in potem v zaporu dali v klade in tam sta ležala. A mi beremo, da o polnoči Pavel in Sila začneta moliti in slaviti Boga. In to slavljenje iz srca, lahko tudi rekli v duhu in resnici, je pripeljalo ali se je Bog razodel v svoji moči. Mi beremo, da se je zapor stresal, da je prišlo do potresa. In potem beremo, da so vse verige, okovi padle iz rok jetnikov. Stražar se je prestrašil in je mislil, da so mu jetniki pobegnili. Tudi da Pavel ga pomiri, pravi, vsi smo še tukaj. V bistvu je Bog skozi slavljenje Pavla in Sile se razodel v eni moči na samega paznika. Potem je celo paznik ali čuvaj odprl svoje srce in sprejel se za svojega zveličarja. Ali ko mi slavimo Boga, Bog želi, da ga slavimo v duhu in resnici. Kajti tedaj se lahko ali želi on razodevati in delovati v naših življenjih. In kjerkoli si zdaj, ali stojiš v dnevni sobi in si pripravljen, da boš pel in slavil Boga, moče sediš na kavču, v bistvu ni tako pomemben, kakšen je položaj. Pavel in Sila sta bila v kladah v zaporu. Ali kar je pomembno, da odpremo naša srca. Ona dva sta iz srca začela slaviti Boga. In Bog se je razodel v svoji moči in svoji slave. In tudi zdaj, ko bomo slavili Gospoda, odprimo naša srca in dajmo slavo, čast in hvalo našemu Bogu. In naj se on razodeva svojo močjo in svojo veličino. Prav zdaj ti lahko skozi slavljenje da neverjeten mir, mogoče tolažbo, mogoče novo moč, mogoče te prav zdaj lahko zdravi. Pri Bogu je vse mogoče, ali ko mi slavimo in častimo vsemogočnega Boga, potem se čudeži dogajajo. Zato izkoristimo ta čas, čeprav nismo zbrani skupaj, da slavimo in častimo našega Boga. V začetku ti si bil beseda, ti najvišji Bog, Gospod. Božjo slavo skrito v stvarstvu, razodel si Kristus, jo, čudovito ime. Čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito
zato postal si pododja. Kljub grehu nas zelo si ljubi, kaj od tebe loči nas? Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Smrt si nadvlada, zaveso pretrgal, premagal moč greha in teme. V nebesih odmeva ti hvalnica slave, si obuje življenje bir. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zdaj vedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Moč imenu je Jezus, moč imenu je Jezus, ime naš Jezus Kristus kralj. Moč imenu je Jezus, neprimerljivo je, moč imenu je Jezus, ime naš Jezus. S tabo ne more nihče tekmovati, zdaj in zavedno vladal boš. Ti kralj si nad kralji, vreden vse slave, tvoje ime najvišje je. Čudovito ime imaš, čudovito ime imaš, ime naš Jezus Kristus kralj. Čudovito ime imaš, neprimerljivo je, čudovito ime imaš, ime naš Jezus. Čudovito je tvoje ime, Gospod, ki je nad vsakim imenom. Hvalimo tvoje ime, Gospod, to jutro. Hvalimo te, Gospod, zaradi ljubezni, ki si nam jo izkazal, da si nas sprejel takšne, kakršni smo, Gospod, in da nas ti po svoji ljubezni vsak dan znova spreminjaš, da smo ti vedno bolj podobni. Hvala ti za to milost, ki jo ti vsako jutro daješ v isti meri. Hvala ti, Gospod, da ti to jutro kličeš srca, ki poslušajo tvoj glas prav zdaj. Da ti to jutro iščeš srca, ki se jim želiš razodeti,
kot še nikoli do zdaj, Gospod. Hvala Ti za to. O, Gospod, razodeni nam svoje ime. Daj, da Te spoznamo kot prijatelja, kot tolažnika, kot tistega, ki osvobajaš naša srca, kot našega zdravnika. O, Gospod, čudovito je Tvoje ime. V Tvojem imenu je moč. Haleluja. Zvišen si, zvišen si. Pozdravljeni, sveto duhovništvo, ljudstvo za Božjo last. Pozdravljeni, vi, ki oznanjate odlike tistega, ki nas je iz teme poklical v svojo čudovito luč. Kako ste kaj? Upam, da vam gre dobro. Nekateri se v tem času počutite bolje, nekateri ne tako zelo dobro.
nekateri ste preobremenjeni z delom, nekateri ste mogoče doma na čakanju. Nekateri ste veseli, nekateri pa se žal mogoče soočate z depresijo. Nekateri se dobro razumete s svojimi življenjskimi partnerji, nekatere pa je vaš življenjski sopotnik ali otrok še pred 5 minutami spravljal ob živce. Ne glede na okoliščine bi vas rad spomnil, kako čudovitega Boga imamo, kako dobro skrbi za nas. Čudoviti Oče je, mogočni Bog, knez miru. Kako lepo je vedeti, da je on zmeraj z nami. On je skala, on je mir, on je šalom, on je radost, on je ljubezen. On je pot, resnica in življenje. On je mogočni bojevnik, on se bori za ljudi. On je že zmagal. Upajmo, da preživljamo zadnje dneve karantene. Hudo je poslušati poročila o ljudeh, ki jih je prizadela bolezen. Sočustvujemo z njimi. Težko nam je, ko poslušamo poročila iz Italije, iz Španije, iz domov za ostarele. Kot smo slišali, je virus grožnja predvsem za starejše ljudi in ljudi z obolenji dihal. Hvala Bogu, da nam je dal zdravo pamet, da se lahko soočimo s tako situacijo. Danes se bomo v predigi dotaknili nastalih razmer, a vendarle iz malce drugačnega zornega kota. Glede na čase, v kateri živimo in na nevsakdanjo situacijo, v kateri smo se znašli, menim, da je dobro spregovoriti o budnosti, v kateri nas kliče Jezus, in o vplivu medijev na naše življenje. Kaj so mediji? Kratka definicija medijev bi bila, da je medij vsako komunikacijsko sredstvo. Pa naj bo to radio, televizija, internet, Facebook, Twitter, tudi knjige so mediji, časopisi, letaki, plakati in tako naprej. Mediji so posredniki informacij. Namen pošiljanja informacij je vpliv. Ta je lahko pozitiven ali pa negativen. Naprimer, moja žena na Facebooku objavi sliko s kosilom in pričakuje, da bom v 15 minutah doma. Slika odličnega kosila vpliva name, da pohitim. Lahko pa nas RTV Slovenija, Pop TV, BBC, katera od teh velikih medijskih hiš opozori na virus, ki se širi v Italiji, Sloveniji in druge z namenom, da bodo ljudje previdni, si umivali roke in tako naprej. Namen informiranja in obveščanja je, da si bodo ljudje ustvarili neko mnenje in se na informacije primerno odzvali. Zanimivo je opazovati, kako smo tudi tako imenovani navadni ljudje, predvsem v zadnjem mesecu pa pol, postani mini medijske hiše. Preko Facebooka, YouTubea, Instagrama, Twitterja posredujemo vse fleje informacije, kot bi rekli Prekmurci. Z našimi objavami brez težav dosegamo na stotine ali celo tisoče ljudi. Informacije zmeraj nekdo oblikuje. V ozadju novic je vedno nek urednik, ki ima nek interes in ki ima nek namen. Torej, novice nekaj iz ozadja navdihne, če se lahko tako izrazim. Pa naj bo urednik in navdihnjena oseba, stara mama, ki objavlja slike svojih vnukov, ker je tako zelo ponosna na njih. Lahko pa je v ozadju novic vlada, ki želi zaščititi svoje prebivalce pred virusom. Ko nam RTV Slovenija pokaže reklamo o najnovejši klobasi Perutnine Ptuj, mi je jasno, da te reklame ni plačala moja mama, ker bi jo skrbelo, da sem lačen, ampak da je v ozadju nek finančni interes in tako naprej in tako dalje. Mislim, da ste razumeli poanto. Torej, mediji so posredniki informacij. V ozadju pa je vedno nek namen, nek interes. Informacije vedno nekaj navdihne. Naj vas spomnim, da je tudi Sveto pismo, ta čudovita knjiga, medij in sredstvo obveščanja. Bog nas skozi to knjigo obvešča o stanju sveta, človeka, obvešča nas o kozmični bitki med dobrim in zlim, o izvoru ljubezni, vrednosti človeka in tako naprej. Kristjani verjamemo, da je Sveto pismo in v njem zapisane knjige navdihnil Sveti Božji duh, sam Bog. Zapisali pa so jih navadni ljudje, tako kar jaz ali pa vi. Brez Svetega duha bi to bila le knjiga informacij.
o kulturi in zgodovini Bližnjega vzhoda. Svetopismo ti predaja več kot le neke suhoparne informacije. V 2. Korinčanom 3 nas nebeški oče lepo in jasno spomni na to dejstvo. Pravi, Sveti Duh oživlja, črka pa ubija. Če mu dopustiš, ti Sveti Duh preko zapisanih besed razodeva in odgrinja resnico o Bogu in ljudeh. Ljubeč nebeški oče nam preko Svetega pisma in svojega Svetega Duha odstira zaveso in razodeva stanje našega sveta. Pokaže, kako krhek je, kako grešen je, kako brezupen je naš svet. Pokaže, da svet rabi odrešenika. In to nekakršnega koli, rabi Boga, ki bi ljudi tako močno ljubil, da bi tudi, če ga ljudje sovražijo, umrl za njih. Da bi tisti, ki veruje v ta njegov dar, večno živeli. Zato je Jezus, Božji sin, popolnoma Bog in popolnoma človek, prišel na reševalno akcijo. In ta zgodba je zapisana v Svetem pismu. Ko Sveti Duh prevzame besede zapisane v Svetem pismu, postane ta knjiga izvir življenja. Postane ta knjiga reka žive vode. Beseda resnice, ki preobraža, ozdravlja in zlamlja okove. Tako Bog, kot tudi svet, si želita, da prisluhnete temu, kar imata zapovedati. Zanima me, ali ste mnenja, da nam velike medijske hiše, ali pa Facebook, Instagram, YouTube, vsi socialni mediji, na primeren način orišijo realnost, to se pravi svet, v katerem živimo. Tu ne sprašujem, ali menite, da so informacije, ki jih slišimo, resnične ali ne. Zanima me, ali znamo razbrati, ali je v ozadju neke slišane informacije, ali navdihuje to informacijo duh resnice, duh pravice, duh milosti, duh življenja, duh ustalega Kristusa. Ali mogoče ne. Kot bomo videli danes, je ključnega pomena za naše življenje, kako mi v naših srcih in ne le v naših glavah obravnavamo vse slišane in videne informacije. Isaharjevi sinovi so omenjeni kot tisti, ki so znali razpoznavati čase in so vedeli, kaj ima Izrael storiti v nekem določenem času. Situacij niso razumeli zato, ker so imeli dovolj hiter internet, da so hitro poizvedeli o vseh možnih nevarnostih, ki jim pretijo iz te ali one smeri. Ampak so znali prepoznati duhovno ozadje takratnega dogajanja. Znali so prepoznati vodstvo Svetega Božjega Duha. Ko beremo Sveto pismo, pričakujemo, da nas bo nagovoril Sveti Duh. On je tisti, ki piha v jadra zapisanih besed, da varno pristanejo v naših srcih, na pravo mesto in v pravem času. Ko poslušate najnovejše novice na televiziji, berete časopise ali pa firpcate po Facebooku, mogoče gledate videe na YouTube, ali se vprašate, odkje piha veter v slišane informacije. Kaj jim daje moč, da vplivajo na vaše obnašanje in na vaše odzive? Naj vam povem izmišljeno zgodbo, ki pa bi prav lahko bila resnična. Nekega dne, preden sem šel spat, sem pogledal še zadnja poročila. Si umil zobe, vrgel sem se v posteljo, vzel svetopismo željo, da bi ga bral. Nisem ga mogel. Misli so mi uhajali k večernim novicam, kjer so omenili, da bo zmanjkalo propolisa. Ljudje naj bi si panično želeli ojačati imunski sistem. Iz glave si nisem mogel izbiti slik vrst pred lekarno, nisem mogel brati Svetega pisma in tudi ne zaspati. Kaj je zdaj? 15:11 zvečer vstanem, se preoblečem in odhitim čez cesto k mojemu sosedu čebelarju, ki ima propolisa vedno na zalogi. Zvonim mu na vratih, dokler se na vratih ne prekaže zaspan obraz, povem mu, da nujno rabim 25 stekleničk propolisa, ker ga bo zagotovo zmanjkalo. Ko se vrnem domov, me pred vrati čaka nihče drug kot Jezus. Reče mi, Brane, kdo te je vodil k sosedu ob tej uri?
Spet misliš na to, kar je človeško. Spet si sledil sovražniku in ne meni. Obljubil sem ti, da bom poskrbel zate. Kot sem omenil, zgodba je izmišljena. Vsi vemo, da ni zmanjkalo propolisa. Vendar pa, če bi pridigal v cerkvi, bi mi zagotovo kdo zaklical: "Ej, čakaj. Kaj pa Jezus? Zagotovo te Jezus ni čakal pred vrati." Aha, Jezus. Ne. On me je zares čakal pred vrati. To ni hec. On vedno čaka pred vrati mojega in tvojega srca in trka. Čaka, ali mu bom odprl in ga spustil v moje bitke s tesnobo, s strahom, z grehom in tako naprej. V Razodetju piše: "Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj." Jezus mi mora vedno znova ponavljati: "Ne boj se, saj sem s teboj, nikar se na plaho ne ozeraj, pa se sem jaz tvoj Bog. Okrepil te bom in ti pomagal, podpiral te bom z desnico svoje pravičnosti." Ko zaslišimo njegov glas, nam vedno odleže, kaj ne? Pred kratkim sem začel imeti težave z očmi, ker moram zaradi službenih obveznosti precej gledati v ekran računalnika. Zato sem si preko interneta naročil očala, ki filtrirajo škodljivo modro svetlobo, ki jo oddajajo ekrani računalnikom. Zaradi nje so me bolele oči in glava in sedaj se počutim veliko bolje. Podobno si ne smemo pozabiti nadeti zaščitna očala, ko gledamo, beremo in poslušamo različne informacije, ki nam jih servirajo mediji in prihajajo trkat na vrata naših src. Ko zaslišimo trkanje na vrata našega srca, imamo možnost, da si nadenemo dvoje vrst očal, ki ponudita dva različna pogleda na situacijo. Ena so očala svobode, ki nam jih podarja naš ljubeč nebeški Oče, druga pa so očala strahu, ki nam jih vsiljuje naš sovražnik. Ko imamo nadeta očala svobode, očala Božje resnice in očala Božje milostne ljubezni, nam je jasno, da je kazen za greh smrt, Božji milostni dar pa je življenje in svoboda v Jezusu Kristusu. On je prišel umreti za mene in za tebe, pa tudi za tiste politike, ki nam gredo na živce, pa za vojne zločince, prevarantske poslovneže. On je prišel rešiti vse ljudi in ne samo tisti, ki so nam simpatični. Vsi smo grešili in vendar nam je preko Jezusa nebeški Oče razodel svojo ljubezen. Ko imamo nadeta ta očala vere v Kristusovo žrtev na križu, nam postane jasno, da nas je Jezus osvobodil strahu, ki nas je vklepal v služnost. Ko gledamo na okoliščine iz Božje perspektive, potem je Božja milostna ljubezen tista, ki prežene v strah. Je kompas, ki nam kaže smer. Kaže, da je križ prazen, da ni potrebno, da nas je strah. Kaže, da je Jezus zmagovalec. In tako Božji mir, ki presega vsak varuje naša srca in misli v Kristusu Jezusu. Kakšno olajšanje, kakšna svoboda, kakšen nebeški mir, kako čudovito, wow, neverjetno. Obstajajo pa tudi očala, ki prepuščajo skozi drugačne informacije, prepuščajo strah. Pravzaprav ta očala nimajo nobenega filtra, nobene zaščite, vse gre skozi. Pogled teh očal je pogled mesa, je pogled telesa, ki je nemočno, je prestrašeno, telo želi poskrbeti samo zase, zlahka nečistuje, je pohlepno, želi si delati dobro, a ne zmore. Zlahka podleže sovražniku, to je Satanu. To je z drugimi besedami človeški pogled na situacijo. Oziroma Petrov pogled. Ne, Jezus, moraš se paziti.
Se spomnite, kako je Jezus okaral Petra, ki je bil prestrašen in je želel Jezusa odvrniti od tega, da bi šel v Jeruzalem in bil križan. Peter je Jezusa začel grajati. Bog ne daj, Gospod, to se ti nikakor ne sme zgoditi. On pa se je obrnil, Jezus se je obrnil in rekel Petru, poberi se, za menoj, Satan. Vzpotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško. Zakaj je bil Peter vzpotiko Jezusu? Ker je mislil po človeško. Zbal se je zase in za Jezusa. Gledal je skozi napačno očala. Pustil je, da nanj vpliva napačen duh. Sveto pismo nas v 1. Korinčanom 2 opozarja, da nismo prijeli duha sveta, temveč duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam je Bog milostno podaril. In da duhovne stvari presojamo z duhovnimi. Pravi tudi, da duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Ko je človek potegnjen v meglo raznih strahov, je težko videti skozi. Ne ve, v katero smer naj gre. Ko je človeka strah, mora vedno najti tudi krivca za svoje strahove. Ko bo virus mimo in bodo mediji za nas našli drugačne strahove, drugačne negativne novice, mogoče bo to migrantska kriza, medstrankarski boji. Če ni slabih novic doma, jih bodo našli v Ameriki, druge po Evropi. Strah in tesnoba sta velik biznis. Negativne novice se prodajajo 30% bolje kot dobre novice, so ugotovili v neki raziskavi v Ameriki. Pri nekem ruskem časopisu so pred leti naredili raziskavo in so se odločili, da bojo imeli dan dobrih novic. Tisti dan so prodali 66% manj časopisov, manj revij na dan dobrih novic. Poudarjam, dobro je, da smo informirani, vendar si ne smemo pozabiti nadeti očala, zaščitna očala našega srca. Če se omejimo samo na človeški pogled in gole informacije, bomo le stežka vsakodnevno prepoznavali svobodo, ki nam jo je pridobil Jezus Kristus. Na nas je odgovornost, da si nadenemo prava očala. Če se dogaja nekaj slabega, zagotovo ne bomo skakali od veselja. Prav tako si ne želimo riniti glave v pesek. Želim vas spomniti le, da nam naš Gospod Jezus Kristus, Emanuel, Bog z nami, ponuja njegov pogled na situacijo. Ponuja nam pogled njegove milosti, njegove pravičnosti, pogled njegove modrosti, njegove moči. Ponuja nam možnost, da gledamo na okoliščine z njegovimi očmi. Svobodno voljo imamo. Sami moramo izbrati svobodo ali strah. Potrebno se mi je zdelo, da se spomnimo na vlogo medijev v našem življenju. Saj se zaradi nastale situacije po pomoč in oporo še bolj kot ponavadi obračamo na njih. Dobro in potrebno je, da smo informirani, vendar kot smo rekli, moramo ponujene informacije presojati s pomočjo Svetega Duha in Božje besede. Zakaj je potrebno imeti nadeta prava očala? Najprej zato, da očuvamo svoje srce. Potem pa tudi zato, ker bomo le tako uspešno opravili pomembno domačo nalogo, ki nam jo je dal Jezus. In ta je, da smo budni in znamo prepoznavati čase, v katerih se nahajamo, medtem ko pričakujemo njegov drugi prihod. Jezus je rekel, pazite in bedite, ker ne veste, kdaj pride ta čas. Pravi, bodite budni, ker ne veste, kdaj pride hišni gospodar. Zvečer, o polnoči, ob petelinjem petju ali ob zori, da vas ne najde spečih, če pride nenadoma. Kar pravim vam, pravim vsem. Bodite budni. Strah ne omogoča budnosti. Strah nas uklene, nas omrtvi. Se spomnite, kako je Jezus okaral Petra.
ko se je Peter zbal za svoje in za Jezusovo življenje. Hvala Bogu, da je bil Jezus buden. Jezus je rekel Petru, poberi se Satan, uspotiko si mi. Duh strahu se je zakamufliral v človeško skrb in želel Jezusa ohromiti in spotakniti na njegovi poti do križa. Če vas sledenje najnovejšim informacijam v časopisih, televiziji in internetu, celo v želji pobudnosti, vodi v tesnobo, paniko ali sovražno nastrojenost do ljudi, ki so morebiti zboleli z virusom, so druge strankarske pripadnosti, mogoče so druge rase in tako naprej, potem predlagam, da malce preverimo, katerega duha poslušamo, kateri duh je tu v ozadju. Če bomo gledali skozi napačna očala, skozi očala strahu, žal ne bomo zmogli pravilno interpretirati tudi znamen Jezusovega ponovnega prihoda. Izgubljeni bomo tavali v megli strahov. Mimogrede, Jezus je rekel, naj bedimo, naj smo duhovno budni, naj ne zmanjka olja našim svetilkam. Ni nam rekel, pazite, da ne ostanete brez internetne povezave ali brez kabelske televizije. Ni nam rekel, naj ne pozabimo kupiti najbolj svež časopis, ker potem ne boste vedeli, kdaj pridem. Tega Jezus ni rekel. V 1. Janezu 4 piše, ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga. Božjega duha spoznavate potem, vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga. Noben duh, ki Jezusa ne priznava, oziroma ki ga odpravlja, pa ni od Boga. To je duh Antikrista, o katerem ste slišali, da pride, zdaj pa že je v svetu. Bog nas v teh vrsticah spodbuja, naj preizkušamo duhove, ki želijo navdihovati naša življenja. In so lahko v ozadju raznih informacij, ki jih slišimo. Ne, da so informacije napačne, no, seveda včasih lahko tudi so, ampak to je že druga zgodba. Očala, ta filter, skozi katere gledamo na informacije, so lahko napačna. Tako ne zmoremo prepoznati duha, ki je lahko v ozadju in navdihuje neko informacijo. Če bo naše srce ohromljeno od strahu, ne bo zmoglo biti budno. Ste opazili, kaj pravi tekst v 1. Janezu 4? Vsak duh, ki prizna, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga. Ne pravi vsaka usta. Kaj sporoča Božji duh? Sveti Božji duh pravi, Jezus je maziljeni kralj, ki nas je odrešil. Njegovo maziljenje zlamlja okove strahu. On je Emanuel, on je Bog z nami, on je smrt premagal. On je premagal vse strahove, ki so obstajali. Duh Antikrista, proti maziljenca, pa Jezusovega kraljevskega maziljenja ne priznava in se mu upira. Jezusa ne želi imeti za kralja, ne želi imeti za osvoboditelja ljudi, za vladarja vesolja, za tistega, ki je zlomil sovražnikovo želo, smrt, in osvobodil tiste, ki jih je vklepal strah pred smrtjo. Sovražnik bi nas želel prepričati, da se moramo tudi Božji otroci še vedno bati. Želi nas prepričati, da nismo svobodni, da naš kralj Jezus Kristus ne vlada. Želi nas prepričati, da on ni alfa in omega, ki vse drži v svojih rokah. Izaija 30 prav, če se spreobrnete in ostanete mirni, boste rešeni. V mirovanju in zaupanju je vaša moč. Zato se spreobrnimo k Jezusu, če se še nismo. In mu zaupajmo. V zaupanju našemu kralju je naša moč. Mir, radost in svoboda. Danes sem vas želel spodbuditi k razmišljanju o medijih, informacijah, o stanju sveta, s katerimi smo non-stop bombardirani. Zaradi teh nam je včasih težko ostajati budni, saj nam duh strahu v ozadju mnogih novic
pozornost obrne stran od Boga, na človeka, na njegove sposobnosti in na njegove šibkosti. Zato ne pozabimo gledati in presojati vse informacije skozi očala, ki nam jih podarja naš nebeški Oče. To so očala Božje perspektive, očala svetosti, očala svobode, pravičnosti, milosti in požrtvovalne ljubezni. Samo tako lahko ostanemo budni do Jezusovega ponovnega prihoda. Ko tudi mi sami kot nekakšne mini medijske hiše objavljamo razne novice na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu, pazimo, v kakšnem duhu to delamo. Da ne bomo podobni Petru, ki je dobronamerno sodeloval s sovražnim duhom. Vsak dan se spomnimo, kdo naš Bog je, da je oblast na njegovih ramah. Imenuje se čudoviti svetovalec, močni Bog, večni Oče, knez miru. Menim, da smo se v času karantene naučili in prejeli od Gospoda nekaj dragocenih uvidov. Ti uvidi nam bodo pomagali tudi ostajati budni in gledati na svet iz prave perspektive. Prvi tak uvid je, da tisto, kar nujno potrebujemo, je živ odnos z Bogom in ne neka formalna religija. Samo tako smo lahko zares svobodni. Drugi je, da je Božja beseda, Sveto pismo, zelo živa beseda in zelo dejavna. In tretji, da ljudje potrebujemo eden drugega, da smo cerkev ljudje. V tem času res pogrešamo ljudi, posebej tiste najbližje. Vendar je naš nebeški Oče izkoristil ta čas in nam pokazal tudi, kako zelo nas on pogreša. Čudovito je vreči se v njegov objem. Tam ni prisotnega nobenega strahu, tam se razodeva njegovo srce. Tam se nam pogled zbistri, srce se nam umiri in postane budno in čuječe. Naš nebeški Oče nas z odprtimi rokami vabi v svojo hišo molitve, ker nam želi razodevati svoje srce. Zato, da ne bi zašli, ampak da bomo budni in bomo lahko hodili po njegovi sveti poti. Tudi v današnjih časih. Tudi v času, ko zgleda vse malo kaotično. Lahko pomolimo za zaključek. Hvala ti, nebeški Oče, za tvojo milost, za tvojo ljubezen. Hvala ti, da nam pomagaš gledati na stvari iz prave perspektive, iz tvoje perspektive. In blagoslov, Gospod, vse tiste, ki nam je danes mogoče tudi težko, ojači nas in vod nas po tvoji sveti poti. V Jezusovem imenu. Amen. Jaz vam želim lepo nedeljo, še naprej bodite blagoslovljeni in upam, da se čim prej vidimo tudi osebno.